Najprej, kot veste, velja sedaj v celoti zakon o integriteti in boju proti korupciji. Tako da sem jaz moral svoj včerajšnji posvet in pogovor z gospodom Pečečnikom, kot poznavalcem tega področja, tudi zabeležiti in poslati protikorupcijski komisiji. To je storjeno in lahko preverite v mojem kabinetu. Kaj je bila tema najnega pogovora? Tema najnega pogovora so bile njegove izkušnje. Kot veste, je investitor v številnih državah, tudi v državi, ki ima najbolj zapleteno zakonodajo prirejanja iger na srečo, to so Združene države Amerike. Hkrati pa je investitor tudi v drugih državah po svetu. Sam izdeluje torej igralniške avtomate, ki so danes eni izmed najbolj cenjenih na svetovnem trgu. Od takega sogovornika si prav gotovo želi slišati mnenje o strategiji, ki jo bo danes in jo je sprejela vlada, zlasti zato, ker je bil član strateškega sveta, ki je strategijo pripravljala. Ni nobena skrivnost, da je gospod Pečečnik tako v pogovoru z mano, kot tudi javno povedal, da se je strategija nekoliko oddaljila od tistega, kar so strokovnjaki v strateškem svetu ministru predlagali sprva. Zato sem jaz, ne zaradi pogovora z gospodom Pečečnikom, to da tudi zaradi tega, danes na seji vlade predlagal, da se strategije, ki je sicer osnova za pripravo potrebnih zakonov, ne jemlje kot Biblije, ampak kot neko temeljno usmeritev, da je pa toliko bolj pomembno za voljo nekaterih različnih stališč, ki so in ostajajo tako v strokovni javnosti, kot seveda v za to zainteresirani industriji, toliko bolj previdno in preudarno pripraviti potrebne zakone, ki bodo šli v parlament v pomladi prihodnjega leta.